Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prešernovo gledališče Kranj je včeraj predstavilo repertoar za sezono 2024-2025. Program bo sestavljen iz prepleta sodobne evropske drame, svetovne klasike in novonastale slovenske komedije. Napovedujejo 4 premiere in izbrano gostujočo uprizoritev, prav tako pa 55. teden slovenske drame, obogaten z novim mednarodnim projektom Dramatika manjših evropskih jezikov. V sezoni, ki prihaja, bodo tako znova ponudili izbrane predstave za odrasle in mlade, najboljše uprizoritve za najmlajše, vrhunce slovenske gledališke produkcije. Sezona 24-25 v Prešernovem gledališču Kranj obsega 4 premiere, 2 sta tik pred nami. Že septembra bomo premierno prikazali Kot sa svobodna dekleta, Tanje Šljivar v režiji Mojce Madon. Sledi oktobrska kranjska premiera Bihnerjevega Vojčka, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu in režiji Igorja Pisona. Potem decembra prikažemo premiero Matijasa Andersona, Razodetja v režiji Ivice Buljana. Zadnja naša premiera v tej sezoni pa je besedilo, ki nastaja po naročilu, piše ga Jure Karas, režirala ga bo pa Tijana Zinajić in sicer gre za predstavo z naslovom Gospodarji neumnosti. V tem primeru bo šlo bolj za komedijo, ampak vsa 4 dela so seveda žanrsko raznolika, vsebinsko pa se dotikajo razmerij moči in vprašanja v bistvu posameznika v odnosu do teh razmerij ali pa do pozicij moči, naslavljajo seveda aktualne družbene in svetovne problematike, hkrati pa bomo poskrbeli tudi za to, da se bodo naši gledalke in gledalci tudi zabavali, soočali s čem, mogoče se z nami potočili tudi kakšno solzo. Skratka, mislim, da imamo raznoliko in močno sezono pred sabo. Bile so obiskovalce v prejšnji sezoni, letošnji sezoni, kako pričakujete? Moram reči, da je spomladanski vpis abonmajev bil odličen. Število je glede na lansko leto precej naraslo, tako da če bo trend se nadaljeval tudi v jesenskem vpisu, ki se prične 2. septembra, potem bo naša hiša polna. Dajte mi še povedati, zakaj to popusti za upokojence, za srednješolce? Tako kot vedno doslej, se pravi, naš cenik ostaja isti kot lansko leto in prav vsem ranljivejšim skupinam v Prešernovem gledališču nudimo različne popuste. Gledališko sezono bodo 14. septembra odprli s prvo slovensko uprizoritvijo besedila Kot vsa svobodna dekleta. V nadaljevanju pa pod režijsko taktirko Igorja Pisona in v koprodukciji s Slovenskim stalnim gledališčem Trst pripravljajo tudi drugo premiero sezone. Sodelovanje med gledališči je pomembno, tako tudi vaša pot v Kranj. Kako to? Nastala je možnost, da bi imeli večji projekt in prva ideja Tržaškega gledališča je bila to, da bi poklicalo Kranjsko gledališče. Jaz sem takoj absolutno pristal na to, ker poznam ansambel, ga zelo cenim in tako sem prepričan, da bomo lahko zelo dobro sodelovali. Jedro je bilo prav zaradi tega, ker vem, da imam ravno te prave igralke in igralce, predvsem igralce, ker imam samo moški del ansambla, za ta projekt. Kako ga vidite, kako si ga želite izvesti? Ja, jaz ga žal vidim, to se mi večkrat dogaja, jaz vidim vse zelo točno, kaj bi želel. Imamo že scenografijo, ker imam kolegico z Dunaja, ki je to pripravila, Anneliese Neudecker, imamo že vse kostume, Ana Janc je to sestavlja, tako da od tega do glasbene strukture rad bi, da se pri vsaki sceni, ker to so fragmenti, da se pri vsaki sceni porodi neko vprašanje glede današnjega trenutka v publiki. To se mi zdi najpomembnejši. Mislim, gledališče je seveda tudi trenutek srečanja, zabave in tako naprej, ampak po mojem še vedno je treba imeti možnost, da postavimo neka vprašanja, ki ostanejo v nas.